Pozdravljeni. Minuli teden v četrtek pred javno tribuno na temo Slovenija ni samo Ljubljana, ki sta jo organizirala Zbor za republiko in občinski odbor SDS Gorišnica v Gajevcih, sta predsednik največje opozicijske stranke SDS Janez Janša in evropski poslanec dr. Milan Zver obiskala Središče ob Dravi. Namen njunega obiska je bil podpora občini, ki se odločno upira nameri vlade, da v Središču ob Dravi vzpostavi azilni dom. Trenutno še ni nič dokončnega, tako da v Središču ob Dravi upajo, da se je vlada z namero, da v Središču ob Dravi vzpostavi azilni dom, prenaglila. Kot je znano, so po peticiji, ki so jo vložili 29. marca sprožili upravni spor, ampak zaenkrat odgovora še nimajo. Predsednika največje opozicijske stranke SDS Janeza Janšo in evropskega poslanca dr. Milana Zvera je pred občino dočakalo več občanov ter središki župan Toni Jelovica. Ta je visoka gosta potem povabil v prostore občinske zgradbe, kjer so v prisotnosti ormoškega župana Danijela Vrbnjaka in direktorice občinske uprave Središče ob Dravi Jelke Zidarič-Trstenjak ter poslanca Andreja Kosija spregovorili o nastali situaciji. Pogovor je sicer potekal za zaprtimi vrati, sta si pa potem gosta vzela čas za pogovor s prisotnimi občani. Po pogovorih, ki so se odvijali za zaprtimi vrati, ostaja kaj upanja za nas domačine, da azilnega doma ne bo tukaj? Ja, glede na to, kam so pogovori tekli, glede na to tudi, da smo vložili takšno število podpisov, kar se tiče same peticije, glede na to tudi, da smo bili podprti z določenimi strankami v državnem zboru, glede na vse aktivnosti, ki jo občani, lokalna skupnost in pa poslanec tukaj tudi vršimo, jaz mislim, da je vseeno, z mehko besedo en strah na vladni strani, da se ta zadeva ne bo tukaj zgodila, konec koncev zavedajo se, da ne bo brez neke pametne komunikacije, brez nekih pametnih dogovorov, brez nekih razgovorov, nekih dodatnih študij, ki bi morale biti na tem področju napravljene, ne bo to tako lahko in jaz verjamem, da še upanje za naše območje je. 12. se odpravljate na odbor, kaj pričakujete od tega zasedanja? Ja, jaz upam, da bo posluh z te strani, konec koncev v 4-5 dnevi zbrati 3500 podpisov na našem območju. Jaz mislim, da je to številka, ki kaže na veliko nestrinjanje. Jaz mislim, da je usmeritev dana. To se pravi, pričakujemo od odbora za peticije, da bo absolutno to upošteval in da bo opozoril vse, ki so v državnem zboru, vse institucije, ki k temu botrujejo na določene nepravilnosti, ki so se zgodile. Tako da mi gremo z polno upanja. Upam, da bomo tudi s polno upanja šli domov, tako da verjamem, da bo ta sklep, ki so ga na tej 93. seji vlade sprejeli, da ga bodo tudi nekako preprečili oziroma dali v ponovni postopek in se šli z občinami v ponovne dogovore. Janez Janša meni, da tudi če to ni zakonska obveza, bi bilo prav, da vlada pred svojo odločitvijo vsaj skliče župane, se z njimi posvetuje, posluša njihove argumente ter šele potem sprejema odločitve. Zdaj ta sklep vlade, da v tako majhno občino, kot je Središče ob Dravi, namesti azilni dom oziroma migrantski center, je pravzaprav nerazumljiv in šokanten iz več razlogov. Prvič, da takšnih sklepov sploh ne bi smelo priti, saj se ta neka objektivna okoliščina, zaradi katere bi pričakovali, kakšen nov migrantski val, pač ni pojavila in gre tukaj bolj za to, da vlada sama ali pa predsednik vlade s svojimi izjavami, češ da ni razlike med legalnimi in ilegalnimi migracijami, dodatno vabi migrante v Sloveniji, se pravi, sami si naredijo problem, potem pa ta problem želijo izseliti iz Ljubljane. Predvsem pa je tukaj nekaj drugega zaskrbljujoče. Zdaj ta vlada je na začetku svojega mandata ukinila Urad za demografijo
v Mariboru in sredstva oziroma denar iz tega urada pa ljudi iz tega urada premestila na urad za migracije. Zdaj to je bil jasen znak, da oni ne želijo, da se v Sloveniji poveča rodnost, ampak želijo voziti čim več ilegalnih migrantov od drugod in na ta način seveda vplivati na socialno in politično sliko v državi. Zdaj tudi ta sklep, da se dva nova migrantska centra postavita na južni meji, je znak, da ta vlada želi, da ilegalni migranti v Sloveniji ostanejo. Ker če bi oni želeli, da iz Slovenije čim prej gredo, potem bi te lokacije iskali na zahodni meji. Na zahodni meji imamo mejne prehode, ki so večji od tega, so večje lokacije, prav tako v državni lasti. In če bi minister Poklukar dejansko želel, kot govori, da se ti tako v glavnem gredo naprej, potem bi te nove lokacije iskal tam, kjer imajo potem sem še 50 metrov do neke druge države, v katere bi lahko šli. Skratka, za to odločitvijo je nekaj več kot zgolj iskanje neke rešitve za stisko, ker se številke povečujejo. Je pa seveda, kot je tudi župan posebej poudaril, to, da se nek tak sklep sprejme, kljub temu, da obstaja ustavno in zakonsko obveza posvetovanja z občinami, brez tega, da se občine sploh obvesti, da bodo obremenjene z takšno lokacijo, škandalozno. Tudi če je bilo ustavne in zakonske obveze, bi se spodobilo, da se vsaj župane prej pokliče, prej se tak sklep sprejme, se posvetuje z njimi, posluša njihove argumente in se šele potem dokončno odloči. Se pač ni poslušalo nikogar in jaz mislim, da je zaradi vseh teh razlogov, pa še nekaj bi se jih našlo, tudi z vidika humanosti, recimo, je taka lokacija popolnoma neprimerna, tudi če bi vse ostalo v redu. Mislim, da je ta protest, do katerega je tukaj prišlo in se izraža na različne načine, po pravni poti z napovedjo državljanske nepokorščine popolnoma upravičen. Če kdaj je v tem primeru taka reakcija upravičena. Pa je še kakšna rešitev recimo tukaj za nas domačine? Zdaj, moje osebno mnenje je, da so vsaj nekateri vladi spoznali, da so se tukaj zaleteli, da to ni prava pot in da bodo prej, preden bo tudi, če ne prišlo do preklica sklepa, prej, preden ga bodo dejansko realizirali, še enkrat premislili. Jaz mislim, da je ta enotnost, ki ste pokazali tukaj, ko so praktično vsi svetniki treh občin sprejeli neke sklepe, ki nasprotujejo tej rešitvi, množična udeležba na teh protestih, da pač, če vlada tega ne zna prebrati, potem dejansko ni rešitev, ampak jaz mislim, da je bil signal dovolj močan in da če bo ta čuječnost obstala, da boste zmagali. Kaj pa potem vi predlagate, da ostanejo migranti v Ljubljani, torej še več kapacitet v Ljubljani ali na zahodno mejo? Jaz predlagam, da se ilegalnih migrantov ne vabi. Predlagam, da predsednik vlade razmisli, preden izusti tako neumnost, češ da je edina rešitev za ilegalne migracije to, da jih naredimo legalne. Veste, kako to v migrantskih centrih v Bosni razumejo. Nobene razlike ne bo v Sloveniji, ali prideš s potnim listom ali pa brez. Če ni razlike med legalnim pa ilegalnim prestopom državne meje, pa seveda je. Skratka, taka sporočila sploh ne bi smela iti in potem tega problema ne bi bilo. Sej, kot že rečeno, nobena nova vojna se ni začela nekje, ki bi okrepila ta val, pa so številke dvakrat, trikrat večje, kot so bile prejšnja leta, se pravi, gre izključno za politične signale, za posledica političnih signalov, ki jih ta vlada daje. Če bi pa že morali iskati nove lokacije, pa sem že prej povedal, ne iščite jih na južni, ampak na zahodni meji.
Ključen cilj migracijske politike mora biti ustavljanje ilegalnih migracij in ne spodbujanje, pa je dodal evropski poslanec dr. Milan Zver, ki je poudaril, da ima dober vzrok, zakaj je obiskal Središče ob Dravi. To še ni tako povezano z volitvami, bolj je povezano z tem, da imamo čez 2 tedna zadnjo plenarno zasedanje Evropskega parlamenta, kjer bomo govorili o novem paktu o azilni in migracijski politiki. Glih o migracijah čez 2 tedna in se mi zdi, da je prav, da sem prišel malo na teren pogledati situacijo in da bomo lahko v Evropskem parlamentu tudi kaj o tem povedal. Dejstvo je, da je evropski azilni in migracijski sistem ne deluje že desetletje in da je treba kakšne korake narediti, ampak problem je v tem, da si Evropska unija bolj prizadeva za to, kako upravljati z migracijami, ne pa kako jih zaustaviti. Ključni poudarki mojega nastopa v Strasbourgu bodo, da poskušamo ponovno učvrstiti zunanjo mejo Frontex in če bomo to naredili uspešno, preprečili tihotapcem, da delajo te stvari, da tihotapijo migrante, potem bo tudi pritisk na notranjih mejah veliko manjši in bolj obvladljiv, kot je sedaj. Verjetno vam je znana situacija, tukaj pri nas smo domačini in se pravzaprav bojimo, to vam je verjetno vse jasno, tega azilnega centra, ki bi naj tukaj nastajal. Kaj si pa mislite o tem, imamo kaj šans, torej, da se ga ne postavi? Ja, imate šanse, da se ga ne postavi. Tudi način, kako je vlada pristopila k temu, je nezakonit, brez dialoga z ljudmi, seveda ne moreš ničesar narediti in ničesar postaviti, tako da sem prepričan, da tukaj nikoli ne bo stal noben taki center, še posebej zato, ker ste relativno mala občina in taka mala občina ne more upravljati z vsemi stvarmi, ki jih migracije potegnejo za sabo. Predvsem recimo, če želimo koga integrirati, bo to bilo zelo težko. V Ljubljani pa lahko, ker imajo ljudi za to, denar za to in prostore za to. No, ne gre se toliko za integracijo teh, pač pa za ilegalne prebežnike. Ja, seveda za to gre, ampak ti nikoli ne bi smeli priti v državo. Naša vlada, desnosredinska vlada je vedno zelo striktno zapirala meje južnje, v bojazni, da je nastal kakšen žepek, da to storijo, zaprejo meje še Italijani, Mađari, Itak in pa Avstrijci, potem bodo ti ljudje ostali tukaj in zato je zgrešena politika vlade, ki je preveč odprta tudi do ilegalnih migrantov. Dovolite, da se še malenko zvrnem nazaj, samo še eno vprašanje. Kaj pa bi torej ta nova migrantska politika prinesla? Recimo, kakšne spremembe lahko pričakujemo, to, kar bo torej na nivoju Evrope se obravnavalo? Nažalost je preveč poudarka odgovornosti držav članic. Države članice prevzemajo tudi finančno odgovornost za upravljanje, kot temu rečemo, grdo z migracijami. To pomeni, da se tudi približno določena cena, koliko migrant stane vsako državo in tista država, ki naj ne bi sprejemala migrantov, ne bi morala plačevati v višine 21.000 evrov za vsakega migranta letno, kar je seveda nesprejemljivo. Madžarska in Poljska temu nasprotujeta, čeprav je bil decembra dosežen dogovor pod španskim predsedovanjem, zdaj pa bi ga naj na zadnjem plenarnem zasedanju Evropski parlament tudi potrdil. Jaz bom seveda glasoval proti iz načelnih razlogov, ker smo bili vedno proti usiljenim obveznim kvotam, ki zlasti za male države, kot je Slovenija, niso sprejemljive. Poslanec Andrej Kosi pojasni, da državni zbor nima ravno vpliva na odločitve vlade, kljub temu pa kot poslanec pelje vse možne aktivnosti. Zdaj sklep je sprejela vlada, ki dejansko z državnim zborom ni toliko povezana, kajti se eno smo mi druga veja oblasti. Je pa bila pač moja aktivnost takoj po tem sklepu vlade usmerjena v to, da se nekako to prepreči. Kot opozicijski poslanec dejansko sem izrabil vse možnosti. Nenazadnje je bila takoj podana ustno poslansko vprašanje sekretarki vladi, samemu predsedniku vlade, tudi pisna pobuda, da se to odpravi pisno poslansko vprašanje, na katero odgovora še čakam.
Tudi na mojo pobudo je poslanska skupina SDS dala tudi zahtevo za sklic izredne seje odbora za notranje zadeve, ki je tudi že potekal v Državnem zboru. Zdaj naslednji petek 12. bo seja torej komisije za peticije. Prav tako pa smo poslanci poslanske skupine SDS dali tudi pobudo za sklic referenduma, posvetovalnega referenduma, ali so državljani za to, da se torej v Sloveniji organizira te izpostave azilnih domov. Tako da zaenkrat izvajamo vse aktivnosti, vedno se o tem pogovarjamo, iščemo še dodatne možnosti, kako in kaj. Seveda ne bomo obupali, smo aktivni, bomo še naprej torej z poslanskimi vprašanji, z pobudami, potem tudi z sklici morebitnih sej nekako to temo odpirali vedno znova in znova. Te nekako skušali doseči, da bi se ta sklep odpravil oziroma da se do realizacije tega sklepa ne pride. Seveda pa to ni odvisno od nas, torej vlada je tista, ki dela neodvisno in dejansko mi kot poslanci to ne moremo preprečiti. Dajem pa pač, tako sem že povedal, vse od sebe, da bi to do realizacije ne bi prišlo in da grem na roko torej samim občanom in občankam občine Središče ob Dravi, kakor tudi Ormožu in ostalim, ki pač na tem območju živimo. Si obetate od tega visokega obiska danes kaj konkretnega tukaj v občini Središče ob Dravi? Ja, danes so nas obiskali člani SDS-a oziroma Socialne demokratske stranke, kateri se pač nahajajo v teh krajih in pač oglasili so tudi v središču na naši občini, kjer smo pač seznanili z vsemi temi aktivnosti, katere se dogajajo proti azilnemu domu v Središču ob Dravi. No, oba sta torej na nek način prepričana, da ste ukrepali pravi čas in da torej tega azilnega doma tukaj ne bo. Ja, mi smo pač, ko smo peljali ta sklep, smo pač peljali vse aktivnosti, katere smo tudi stopnjevali oziroma z sklepom našega občinskega sveta, potem sklepi vseh treh občin. Podbirali smo tudi podpise s peticijo, katere smo dali v Državni zbor. Bili smo prisotni na seji za notranjo politiko in pa prisotni smo bili tudi, na katerega nas tudi minister povabil, seznanili z varnostnimi trendi oziroma vendar konkretnih odgovorov, zakaj azilni dom in pa na podlagi katerih strokovnic še danes nismo dobili. To pomeni, da ostajamo mi na svojem bregu, vlada pa na svojem, kajti ne posluša naše argumente, zakaj ne. Kot sem že večkrat omenil, so pač sprejeli sklep enostransko, brez vednosti lokalne skupnosti. Vemo pa, da so se v tem času pred izdajo tega sklepa tudi pogovarjali z nekaterimi občinami, s katerimi pač niso dosegli dogovora. Namen obiska predsednika opozicijske stranke SDS Janeza Janše in europoslanca iz vrst SDS-a dr. Milana Zvera v Središču ob Dravi je predstavljal podporo občini, ki se, kot je bilo povedano v izjavah, z namero vlade, da se tukaj glede na vse znane vzroke postavi azilni center, nikakor ne strinjata. Iz Središča ob Dravi sta se odpravila potem v Gajevce, kjer sta sodelovala na javni tribuni na temo Slovenija ni samo Ljubljana, ki sta jo organizirala Zbor za republiko in občinski odbor SDS Gorišnica. Minuli torek pa sta Središča ob Dravi obiskala tudi minister za notranje zadeve Boštjan Poklukar in generalni direktor policije Senad Jusić, kamor sta se odpravila takoj po obisku policijske postaje v Ormožu. V pogovorih s središkim županom Tonijem Jelovicom in tamkajšnjo občinsko upravo stališč glede azilnega doma niso niti malo zbližali, je pa minister Poklukar zatrdil, da bo za varnost kar se da dobro poskrbljeno. Že pred 2:30 uro popoldan se je pred občinsko zgradbo v Središču ob Dravi zbrala vrsta ogorčenih občanov s transparenti. Tako kot dan prej v Brežicah, tudi v Središču ob Dravi, minister za notranje zadeve Boštjan Poklukar in generalni direktor policije Senad Jusić strani občanov nista bila deležna ravno prijaznega sprejema. Hvala lepa, da ste prišli. Pozdrav, razumem, da ste slabe volje, ampak še enkrat, kot država smo dolžni za... Tivo, kad čujemo kera do konca povedal, kad naj bo pa grde. Našim slovenskim družinam dajte streho. Država smo dolžni ljudem zagotoviti. Naši ljudje! Država bo
poskrbeli za varnost. Proti nam, tako varnost. Prava se bo. Tako vas, kot vsem prebivalcem Slovenije. Za koga se bojite? Koliko to stalo danes? Verjete, kako ti živeli za 300 evre, pa kaj imamo takšne ljudi tu ali ne? Bi preživeli za 300 evre na varnost. Ne. Središče ne bo Lampedusa, brez skrbi. Še enkrat vprašam, lepo vas prosim, povejte, kako boste nam zagotovili varnost. Varnost vam bomo zagotovili s policisti in dodatno policijsko silo. Bolj boste videli, kakšni oski prostor, ja tu grejo osebni tutornjak tu, da pa bez oni uniforme policijske obleknike, da bomo nas vozili. Brez skrbi. On to lahko gre Prejšnjič, ko smo tu protestirali, se je pojavil en Audi čakovske registracije. Bili so štirje Romi noter. Veste, kaj so rekli? Še bolj bomo švarcali, da vas više kolijo. Torej, imate zelo dober razlog, da nekaj naredite na meji. To pomeni, da so javno priznali na ozemlju Republike Slovenije, da se šverc dogaja. Ampak vse tega ne tajimo. Kaj delate? Kipajte, kaj bo v švarci povedano. Dole imamo 4000. Zapori slovenski so polni teh tihotapcev, tako da ima tudi ta drugi del pravosodni sistem z njimi kar problem. Lahko je še kaj namen zapor, morate narediti. tu reši zapor. On je tu, druga razgleda on nema. On se s tem ukvarja, ki mu je oče tudi sedež napravil, ki on lepo tu dela. In zato se on samo za elektriko se bori. Drugo pa on ne ve. Tašne si je nastavil, zato je tu zdaj najbolj bedna vlada, kaj ste Potem so se župan Toni Jelovica, minister Boštjan Poklukar in generalni direktor policije Senad Jusić odpravili še na ogled območja nekdanjega mejnega prehoda z Republiko Hrvaško v Središču ob Dravi. Nekaj o zaključkih iz pogovora za zaprtimi vrati v prostorih občinske stavbe v Središču sta povedala župan in minister. Ob tej priložnosti se vas tudi policiji zahvali za vso delo, ki so ga opravili, vendar pa, kot se že omenil in se tudi pogovarjal, da želimo, da je prisotnost policije na zeleni meji. To pomeni, da takrat, tako, ko stopijo v Republiko Slovenijo, da te ilegalne migrante, katere dobijo, da jih tako tudi zaustavijo in jih potem vrnejo v sosednjo državo. Verjeti je, da bo seveda policija dobro delala, ampak kaj sedaj pomeni torej? Azilni dom bo ali ne, ali kakšen je zaključek? Glejte, okoli azilnega doma se danes nismo pogovarjali, občina je sprožila upravni spor, to pomeni, dali smo upravni spor preko odvetnika, tam smo tudi zaprošili za začasno odredbo in pričakujemo, da je sodišče odločilo v našo korist, to pomeni, da ta azilnega doma v Središču ob Dravi ne bo. Ste že dobili odgovor, kar se tiče upravnega spora? Ne, odgovora še nismo dobili. Naj še enkrat povem, da bo varnost na tem območju zagotavljala policija, tako z redno kot z dodatno policijsko silo, kolikor bo to potrebno. Minister, eno vprašanje. Zakaj ste se na tak način lotili tega projekta? Zakaj se niste prej začeli z skupnostjo pogovarjati? Zakaj so tudi morali o tem izvedeti iz medijev? Vlada je v tej zadevi odločena na svoji seji in kar sem obveščen, se je pristojni urad že pogovarjal z različnimi občinami, vendar številke statistike nezakonitih prehodov in pa seveda tudi v 3 mesečih oziroma v začetku leta so bili izredno visoke, tako da vlada je morala biti pripravljena in okolikor bomo nadaljevali s tako visoko statistiko nezakonitih prehodov, se nam zna zgoditi, da bomo imeli azilno kapaciteto v letošnjem letu zapolnjeno že nekoliko prej, torej konec junija, v začetku julija, kajti lani se nam je to dogajalo konec avgusta, septembra in v začetku oktobra, tako da država mora biti pripravljena in seveda država je zavezana k tako zakonu o mednarodni
zaščiti kot k mednarodnim konvencijam. Nad temu se izvaja tudi mednarodni in pa seveda domači monitoring, tudi varuh človekovih pravic na te zadeve opozarja, da je azilna kapaciteta na Viču in Logatcu prepolna in praktično prosilce za mednarodno zaščito oziroma vlagatelje namere za mednarodno zaščito je treba, ukolikor bo azilna kapaciteta in ukolikor bo na tem področju se povečalo število nezakonitih migrantov, začasno treba nekam namestiti in potem seveda bodo šli naprej. Še enkrat pa poudarjam, da se azilno kapaciteto oziroma da se azilni postopek zlorablja in da praktično tujci zapuščajo Slovenijo včasih prej kot v 24 urah. Kdaj torej bi naj začel se tukaj graditi azilni dom? Postopki v tem trenutku potekajo, zato je pristojen urad za oskrbo in integracijo migrantov, oni vodijo tudi te postopke. Jaz kot minister za notranje zadeve sem pristojen za varnost in red v državi. Slovenska policija, še enkrat poudarjam, bo zagotovila varnost tako v središču ob Dravi kot seveda po celotni Sloveniji. Kolikšna pa bo predvidena kapaciteta? V tem trenutku to zelo težko govorim, mislim pa, da bo manj kot 150 oseb tukaj nastanjenih in to začasno. Tudi generalni direktor policije Senad Jusić je zagotovil, da bodo policisti naredili vse, da se bodo tamkajšnji prebivalci počutili varno. Dejal je, da zagotavlja, da bo slovenska policija izvedla vse ukrepe, da se bodo občanke in občani počutili varno. Lokacija bo ustrezno ograjena in zagotovljena ustrezna koncentracija policistov. Minuli teden so v knjižnici Franca Ksavra Meška Ormož odprli spominsko razstavo likovnih del znane ormoške slikarke in osnovnošolske učiteljice Vide Rajh. Razstavo so pripravili knjižnica in člani likovno-kulturnega društva Likudu Ormož ter jo naslovili Pot skozi življenje, vidine sledi. Razstavo si lahko ogledate vsak dan v okviru delovnega časa knjižnice. Vida Rajh, ki se je v 94. letu starosti poslovila leta 2021, smo vsaj v Ormožu poznali vsi. Kot učiteljico nemščine in gospodinjstva na osnovni šoli Ormož in kot slikarko. Risati in slikati je začela v mladih letih, intenzivneje pa se je z risanjem in slikarstvom začela ukvarjati v času pokoja. Likovno se je razvijala na likovnih kolonijah pri Svetem Tomažu, potem kot članica likovne sekcije Ljutomer in od leta 2014 kot članica likovno-kulturnega društva Likudu Ormož. Na začetku svoje ustvarjalne poti je ustvarjala z ogljem, potem jo je navdušila akvarelna tehnika, kasneje pa slikanje z oljnimi barvami. Posvečala se je slikanju tihožitij in portretov, predvsem pa pokrajin, narave, rož, klečaj in podobno, s čimer se je trudila ohraniti značilnosti Prlekije in slovenskih goric. Odkot ideja, da pripravite takšno spominsko razstavo o slikarki in učiteljici Vidi Rajh? Vida Rajh si je tako razstavo še posebej v knjižnici zaslužila. Vida Rajh se spomnim izpred 30 let, ko se je začela moja poklicna pot v knjižnici Ormož, že takrat je prihajala v knjižnico, veliko je brala, prej je bilo povedano, da je iskala navdih tudi za svoje likovno ustvarjanje v strokovni literaturi. Moram pa povedati, da je bila Vida Rajh res strastna bralka, veliko romanov je šlo skozi njene roke, uživala je v branju tudi leposlovja. Ideja je pa prišla od predsednice Likuduja, Minke Marije Klemenčič. Povedala je, da ima ogromno slik od Vide Rajh in takoj se je porodila ideja, zakaj pa ne bi ravno knjižnica bila tista, ki bi pripravila eno tako pregledno razstavo Vidi Rajh. Povedano je bilo, da je na ogled 26 njenih del. Kako dolgo pa bo razstava na ogled?
Razstava bo na ogled ves mesec april, pa še mogoče kaj v maju. Na ogled so dela v različnih tehnikah, tako da verjamem, da si bo razstavo ogledalo precej obiskovalcev, ki redno obiskujejo tudi knjižnico. Pa še to bi povedala, Vidaraj smo se res razveselili vsak december. Že takoj na začetku meseca je prišla s čudovitimi voščilnicami, ročno izdelanimi in dejansko je podarila vsakemu izmed zaposlenih knjižničarjev tudi eno prekrasno voščilnico, ki je potem ostala največkrat tudi neposlana. Še zdaj jih imamo mnogi knjižničarji tudi doma, v svojih omaricah ali pa smo jih dali uokviriti. Spominska razstava oziroma slovesnost ob otvoritvi razstave je bila priložnost za številne spomine na Vidorajh. Svoje spomine nanjo so tako predstavile predsednica Likovno-kulturnega društva Likodo Ormož Marija Minka Klemenčič. Njena sodelavka, upokojena učiteljica matematike na osnovni šoli Ormož, Darinka Rakuša, in Nada Granduč, prav tako njena sodelavka, sicer učiteljica slovenščine na osnovni šoli Ormož. Marija, vi kot predsednica Likovnega društva Likodo ste pravzaprav tista, ki se na nek način trudi ohraniti dediščino, likovno dediščino Vidarajh. Kako je to potekalo, kako ste pravzaprav prišli do vsega tega? Vida je bila moja soseda, moja mentorica, moj navdih, moja mama, moja vse. In ko je nenadoma odšla na drugi svet, sem si takoj zadala v misli, njej spomin bom postavila nekje razstavo. In ker je bila tudi Vida velika ljubiteljica knjig, sem vedela, da bom dobila vso podporo tudi v knjižnici. Z gospo Milico sva takoj navezale stike in res ustvarile na nek način delo, ki ga lahko Vidi damo v spomin po njeni sledi, po njeni poti. Res mi je v čas, da sem lahko bila del njenega življenja. Likovno društvo Likodo pravzaprav hrani to vso njeno likovno dediščino, ne? Tako, Vida je bila ustanoviteljica med ustanovitelji likovnega društva in vsa njena dela, ki so ostala na nek način še v njeni hiši, preden se je njena hiša prodala, se hrani pri meni, zaenkrat pri meni doma, potem pa upam, da bomo v kratkem dobili kakšne prostore likodojevci in da bodo tudi ta dela zasijala v lepše luči, kot so zdaj v skladišču. Ta razstava je seveda del vaših oziroma ena izmed aktivnosti društva Likodo, kaj še v kratkem pripravljate? Ja, naslednja taka večja odmevna stvar bo 3. mednarodna likovna kolonija in sicer 18. maja na Ribniku v Ormožu oziroma v mestu Ormož v okolici, kjer bo pač kdo želel. Potem pa po tej koloniji 6. bo otvoritev teh del, ki bodo nastala na koloniji v Beli dvorani v Ormožu. Potem se že pripravlja ob 10. letnici likovnega društva spet ena razstava. Potem imamo v plani tudi kolonijo z društvom Železničar iz Osluševec. V glavnem, kar aktivnosti veliko, pa bom rekla naporno, pa veselo pri vsem tem. Rečem, da je knjižnica en fantastičen ambient za tovrstne dogodke. Jaz je knjižnici, kulturnemu društvu Likodo, glasbeni šoli, vsem obiskovalcem iskreno zahvaljujem. Predvsem zato, ker so naredili en čudovit dogodek, ker je konec koncev dogodek namenjen eni
slikarki, ki je pustila velik pečat v našem okolju. Marsikdo za to ne ve, pa je prav, da ve. In danes smo jo omogočeno, danes dalje, da to je prečudovite njene umetnosti, njena dela tudi vidi v tej čudoviti knjižnici. Veseli me res, da se je zbralo toliko ljudi. Še bolj me veseli, da je bilo danes par pričevanj, obujanje spominov, če se lahko tako izrazimo, njenih sopotnic, ki so marsikaj o njej povedale in povedale tudi marsikatero resnico, ki je v starih časih veljala in ki bi se veljalo poslužiti včasih tudi danes. No, Vida Rajh je učiteljica, kot je bilo tudi povedano, dejansko je bila srčna in dobra. Verjetno se jo tudi vi kot takšne spominjate, ste bili tudi njen učenec. Res je, tudi jaz med zadnjimi generacijami pri gospodinstvu in res tako so jo opisovali. Srčna, prijazna, bi rekel človek, eno splošno bogatstvo, ki ga premorejo takratni učitelji in ki so res bili učitelji, ki so res imeli neki poseben čut včasih tudi strok, ampak vse, da bi učence vzgojili, ne samo izobraževali. V kulturnem programu so nastopili učenci glasbene šole Ormož s svojimi mentorji. Razstavo je odprla hčerka Vide Rajh Mira Žličar, ki se je vsem, ki so razstavo pripravili in sodelovali na otvoritveni slovesnosti, tudi zahvalila. Med športnimi dogodki tod okrog smo minulo nedeljo bili priča 23. ormoškemu polmaratonu. Ta je z rekordno udeležbo znova navdušil in še enkrat več dokazal, da je šport glavni promotor našega malega mesta Ormož. Za nami je eden največjih športnih dogodkov tod okrog in sicer že 23. ormoški polmaraton. Ta je na prelepo sončno nedeljo v mestu Ormož privabil 627 nastopajočih in številne obiskovalce ter ljubitelje teka. Kočna številka zbranih se je brez pretiravanja približala številki 1000. Med 9. in 10. uro so potekali otroški teki in štafetna teka za osnovne šole. Letos so na prestižnih štafetnih tekih tekle osnovnošolke in osnovnošolci iz Ormoža, Velike nedelje, Miklavža pri Ormožu, Ivankovcev ter Svetega Tomaža. Pogrešali smo štafeti iz središča ob Dravi. Najprej so se po cici progi, dolgi 150 metrov, pognali najmlajši, rojeni leta 2017 in mlajši. Teh je bilo kar 89. Najhitrejša na najkrajši razdalji sta bila Jasna Jovančič in Filip Bučar. Na relacijo 300 metrov se je podalo 55 otrok, rojenih 2015 in 2016. Ema Strelec in Tim Meznarič pa sta prva v tej kategoriji prešla ciljno črto. V teku na 600 metrov so pravico nastopa imeli otroci rojeni leta 2013 in 2014. Nastopilo je 30 otrok. Prvih mest pa sta se veselila Zala Hebar in Jan Lesjak. Sledil je tek za dekleta in fante rojene 2011 in 2012 na 900 metrov. Sodelujočih je bilo 20. Najhitrejša pa sta bila Meta Bezjak in Jaka Jarc. Na najdaljši razdalji za otroke 1200 metrov so pravico teka imeli letniki 2009 in 2010. Klara Strelec in Lukas Dovnik sta se veselila zmag. Zelo zanimivi sta bili tudi štafeti za osnovne šole. Med dekleti so bile najhitrejše učenke iz osnovne šole Miklavž pri Ormožu, pred dekleti iz Velike nedelje, Ivankovcev in Ormoža. Med fanti so najhitrejši bili učenci osnovne šole Ormož pred Svetim Tomažem, Veliko nedeljo in Ivankovci. Na otroških in štafetnih tekih je skupaj sodelovalo 230 otrok. Med temi jih je največ prihajalo iz športne šole Dada. Zdaj pa k odraslim tekom na 5, 10 in 21 km. Teka na 5 in 10 km sta štela tudi za državno prvenstvo policistov. Med ženskami na 5 km se je zmage veselila Nataša Bende, pred Niko Pitošek in Tjašo Mal. Čas zmagovalke je bil 20 minut in 40 sekund. Bilo je naporno, saj so 3 hribi in pa sonce, vroče je bilo zelo. Kako vroče bo šele na 21? Ja, svaka čast in onim, ki grejo na 10 in 21, je kar preizkušnja. Se mi zdi, da vas v Ormožu kar srečujemo zadnja leta. To pomeni, da se radi vračate. Kako je z organizacijo? Super in vsi ti okoliški teki in vaš tek je zelo všeč, poteka hitro in pač vse je organizirano.
Ste zadovoljni z izidom, ki ste ga dosegli? Ja, super, glede na to, da sva bolana cel teden, je to super. Med moškimi na 5 km je prvi v cilj pretekel Vinko Jost s časom 17 minut in 40 sekund. Drugo mesto je osvojil Matjaž Rus in tretje Mitja Črnčec. Zdaj, traso že dobro poznam, ker sem skoraj vsakoletni udeleženec te tekme. Zdaj, letos sem prvič tekel na 5 km. Je tako vedno odlično organizirana tekma. Zdaj, glede konkurence, koliko sem videl tekače zdaj, mislim, da je najhujša na 21 km. Tako da se bojo dobro udarili zdaj za prvo mesto. Drugače pa vse super organizirano, tako pa navadi in še vedno in še zmerom še bom prišel naslednje leto, sigurno. Na 10-kilometrski razdalji je med ženskami zmagala redna udeleženka ormoških polmaratonov in uličnih tekov Jasmina Iljaž. Čas zmagovalke je bil 37 minut in 28 sekund. Za Iljašovo sta zaostala Hana Košenina in Nina Pavlič. Hvala. Na progi je bilo zelo vroče, dosta je brdovito, dosta se razbije tempo, ali jaz sem zelo zadovoljna, to mi je osebni rekord danas. S obzirom na vremenske uvjete je super. I super mi je ta trka organizacija, Slovenci su zelo pridni ljudi i svake godine ovdje trčim. Lani ste tekli 21. Da, i zmagovala sam naslednje ljeto, ali danes sam odlučila 10, zato kad greme Hrvaški na državno u subotu, 13. Rekli ste, v Ormož se radi vračate, pridete tudi prihodnje leto? Da, sigurno. Hvala vama. Hvala. Kar 161 nastopajočih se je podalo na 10-kilometrsko razdaljo pri moških. Zmaga pa je odromala v Bovec. S časom 33 minut 19 sekund se je na vrh zavihtel Tobi Gaberšček. Sledila sta mu Mitja Potrč in Aljoša Cipot. Mislim, da je bilo okoli 33-20. Sicer sem imel malo težave s poškodbami, če ne moj osebni je 30-50 na cesti. Bilo je še rezerve, ampak mirno sproščeno do konca, nobenih nekih hudih pretiravanj in en super popotnica za treninge za naprej. Kaj bi rekli na konkurenco? Konkurenca, glede na, da sem prvič slišal za Ormož, zelo presenetljivo dobra. Tudi prvi tekač, ki sem tekel z njim prvih skoraj 5 km, je on tekel polmaraton. Sicer sem pa tukaj prišel zaradi državnega policijskega prvenstva, pa tudi veliko pri športni, pa tako delamo za tek, sploh pri Zlatko Pincoliču, veliko tečemo, tako da zelo lepo, pa tudi njemu ene velike pohvale. Glede na to, da ste rekli, da ste prvič, pa da je vse štima organizacija in vse, vas lahko še pričakujemo? Definitivno, vas pa tudi jaz vabim, ker smo na drugih koncih Slovenije tudi na Bovec maraton, tudi taka lepa izkušnja, tu so bolj grički, v Bovcu se nade pa tudi kakšna že prava hora, pa kak prav vzpon. Mogoče še to, razmere za tek danes kar toplo je? Ja, nič posebnega. Tekači, mogoče rekreativni, malo težav s to temperaturo, sploh ker nismo še navajeni tega skoka. Pri ljudeh, ki redno trenirajo, to ni nobena taka stvar. Saj se pri vsakem treningu temperatura dvigne še više telesa, ko je danes ozračje, tako da mislim, da za 10 km ta prave razmere. Zmaga na polmaratonu pri ženskah je ostala doma. S časom 1 ura 37 minut in 9 sekund je zmagala članica atletskega kluba Ormož Andreja Gorčan. Drugo mesto je osvojila še ena domačinka, Petra Jenko. Eva Arh je razdaljo 21 km in 98 metrov končala na 3. mestu. Hvala, bilo je zelo vroče. Prvi letošnji tek taki vročini, tako da me je malo skurilo. Drugače pa fajn, klanci so hitro minevali. Kaj bi rekli na konkurenco? Takoj za vami je prišla še ena članica atletskega kluba Ormož. Ja, jaz sem Petro Jenko, čestitke. Cel čas lovila, na 20 km sem dohitela in pol mi je moj fan kričal, da je za nama 3. punca, zdaj da je Petra greve skupaj do cilja, pa je žal ne umagala, ampak se poskrbela, da naj pa ni ta 3. punca prehitela, ki naj jo lovila. Super, čestitke tudi Petri, tako kot ste rekli. Sicer rekli ste že, vreme ni bilo danes najbolj prijazno. Ne, ni bilo prijazno, so pa bile lepo postojanke z vodo, tako da smo se fajn na vsaki ustavili, pa malo spili, malo polili in geli, pa je šlo. Tekaški praznik v Ormožu, mirne duše lahko rečemo, odlična organizacija, veliko tekačev, rekordna udeležba. Kako to spremljate vi kot tekmovalka? Super, vesela sem, da se teki razvijajo, da prihajajo vsako leto več, vedno več novih obrazov, konkurenca je vedno boljša, mi je všeč, da smo Slovenci tak tekaški narod. Tudi na polmaratonu pri moških je zmaga ostala doma.
Blaž Orešnik, član atletskega kluba Ormož, je zmagal s časom 1 ure 13 minut in 46 sekund. Tadej Grilc in Jurica Tomac sta v cilj pritekla kot drugi in tretji. Ja, tako je, imel sem v planu maraton na Dunaju, ki je čez 2 tedna, zato sem nekako po planu imel danes tu teči 10, ker je pač preblizu maratona, ampak ne vem, zadnji mesec nekaj ni v redu, še sam ne vem točno in sem maraton odpovedal, tako da sem se pač odločil, da ker je domača tekma, pa potem grem na polmaraton. Torej, ponovili ste zmago od prejšnjega leta, 1:13 in še nekaj vaš čas, kako ste zadovoljni? Čas ni nič posebnega, ampak danes niti ni bilo potrebno, tudi vreme je ni najbolj prijazno za neke rekorde, tako da je bilo na koncu zelo težko. Tadej sem videl na progi, da me lovi, tako da je bilo potrebno na koncu tudi malo dati na gas. Rekli ste že, razmere ne najbolj prijazne tekačem, konkurenca pa po videnem kar huda, no? Mislim, kar blizu sta bila. Ja, mislim, da je zadnjih let ena boljših konkurenc. Tudi mislim, da 10, ko je tekel, mislim, da mi je rekel na progi za policijsko prvenstvo, Tobi, smo šla skupaj, zato smo na začetku mogoče tudi malo, ko sem šel z njim, šel prehitro. Sem imel veliko prednost, sem malo zmanjšal, ampak pravim, na koncu so dečki po obratu kar stopnjevali tempo in je bilo potrebno iti do konca. Sicer pa danes v Ormožu pravi tekaški praznik, rekordna udeležba. Kako to čutite tekači? Super, že zjutraj, ko sem prišel, mislim, sploh ni tako pomembno zdaj sami rezultati, kot pa da res uspe taka prireditev v Ormožu, da je polno gledalcev, da je tudi vreme, konec koncev je boljše, da je prireditev uspe, kot da smo v dežju. Tudi tokrat je potrebno pohvaliti organizacijo prireditve, ki je bila na zelo visokem nivoju. Seveda, brez ormoške gostoljubnosti ni šlo tudi tokrat. In tudi iz tega razloga se tekmovalke in tekmovalci vedno radi vračajo v naše malo mesto Ormož. Ja, rekordna udeležba je sigurno, točno številko pa nam rekel reče tisto potem, da bodo prišli vsi v cilj, je pa nad 600 vseh udeležencev, tako da je to res rekordno. Ker je malo bolj se spozna na organizacijo, so pomanjkljivosti, ki v kakšen detajli, nešče jih ne vidi, jaz jih vidim, enkrat je to boljše, drugič je ono boljše, glavnem vse, tako generalno gledano je vse ok, edino tisto pa še me skozi moti, pa ne vem, kak je to, ni pri vseh tekih, koliko hodim po tekih, vem, da se pač 1 uro pred štartom moraš biti tam, ne da te potem delaš 5 minut pred štartom ali pa minuto pred štartom, že mogo biti na štarte, pa še je vrsta v prijavnici. To se isto letos dogaja, pa najbolj pa me to žalosti, da pri tistih otroških tekih najmlajši, da starši ne pridejo pravi čas, pa otroka ne priženajo, če že teče, pa da pridejo, pač malo je zgodnja ura, ampak če hoče starš, da otrok teče, naj pride pa pol ure prej, ne pa zadnjo minuto. Ja, za 21, ko je že malo pretoplo, res, drugače pa odlično vreme, pač takšno smo naročili lepo, brez dežja. Če ravno dež ne bi nič škodil za tek, za organizacijo pa je boljše takšno sončno lepo. Meseca junija, natančneje 24. bo atletski klub Ormož organiziral še en veliki in zelo zanimivi dogodek, in sicer 21. nočni ulični tek. Ormoški nočni ulični tek vas čaka še v letošnjem letu. Kar se organizacije tiče, je kakšna bojazen, da 24. ormoškega polmaratona prihodnje leto ne bi bilo? Ne, bo sigurno, upajmo, da nas vreme poslužite, pa bude mogoče tudi kaj več udeležencev, kak je bilo zadnja leta. Pa tudi konkurenca, na uličnem teku so že malo močnejša konkurenca, atlete, tiste reprezentante, olimpijci, upajmo, da bo tudi letos tak. Futsalerji Meteorplasta so na domačem terenu proti Ekstremu iz Sodražice zamudili imenitno priložnost za uvrstitev v polfinale državnega prvenstva. Tako so žal ostali brez možnosti boja za najvišja mesta v državi. Priložnost zamujena, ne vrne se nobena. Tako bi lahko opisali tretjo tekmo četrtfinala prve slovenske futsal lige med Meteorplastom in Ekstremom, ki je potekala pred več kot 300 gledalci.
Spomnimo se, da sta se ekipi na prvi tekmi v Ljutomeru razšli za gladko zmago Fotsalerjev iz Sodražice. Sredi Prlekije so se ekstremi veselili zmage 4-1. Na drugi tekmi se je srečanje po rednem delu končalo brez zmagovalca 1-1. Pri streljanju kazenskih strelov pa so bili uspešnejši gostje iz Ljutomera. In sledila je tretja tekma, ki je odločala o zadnjem potniku v polfinale. Tja so se že prej uvrstili Dobovec, Vrhniški Siliko in Kobariški Oplast. Prvi polčas so z izidom 2-0 dobili gostje iz Sodražice. Domačinom ni šlo nič po načrtih. Že v 7 minuti so si sami zatresli mrežo. Gostje so izpeljali hiter protinapad. Tilen Rajter pa je bil tisti nesrečnik, ki je zadel lastno mrežo. Radi rečemo, da je najhuje, ko prejme zadetek tik pred odhodom na odmor. In ravno to se je zgodilo Prlekom. Gostje so znova izpeljali lep protinapad. Slabo vračanje Meteorov v obrambo pa je z lepim zadetkom kaznoval Timotej Debeljak. V drugem polčasu je sedel preobrat Meteorplasta, ki je v 37 minuti povedal s 3-2. Ampak gremo lepo po vrsti. V 23 minuti kot domačih iz desne strani, slabo pokrivanje ekstremov in na drugi vratnici je bil natančen Adrian Trstenjak. To je bil že 4. gol Trstenjaka v končnici. Meteorplast ekstrem 1-2. V 33 minuti je domačim po prekršku Anžeta Žlindre nad Aljažem Goznikom pripadal kazenski strel. Zanesljiv izvajalec iz 6 metrov je bil Tim Lipovšek. 2-2. V 37 minuti je sledilo veliko veselje domačih navijačev. Po neuspešnem napadu gostov je do žoge prišel domači vratar Tjaž Lovrenčič, sledila je dolga podaja pred kazenski prostor gostov, napako si je privoščil vratar ekstrema Nik Ambrožič, Vitkos pa vse skupaj izkoristil za vodstvo Prlekov s 3-2. Vrata v polfinale za Meteorplast so se odprla na stežaj. Ampak gostje so zaigrali z vratarjem v polju in naredili nekaj napak, ki jih domačini niso znali kaznovati. V 38 minuti je zavrelo v športni dvorani Šic. Sodnika Admir Zahovič in Jasmin Mustafič sta dosodila prekršek domačega igralca Ivana Matana nad Andražem Gregorčičem, kar je pomenilo 6. akumulirani prekršek. Mojster slovenskih futsal igrišč Denis Totoškovič je bil natančen iz 10 metrov in izid je bil poravnan na 3-3.
Zaključek tekme je lepo polna dvorana pospremila na nogah. Odločilen trenutek tekme je padel v 39. minuti, ko si domača ekipa za svojo igro ter postavitev lahko zasluži le grajo. Ekstrem Gregorčič se je sprehodil mimo Rajterja. Postavitev Lorenčiča v golu je bila napačna in žoga je končala v mreži Meteorov. 4-3 za ekstreme, do konca tekme pa le še dobra minuta in pol. Gostitelji so zaigrali na vse ali nič, tudi z vratarjem v polju, ampak do izenačenja več niso prišli. Velika zmaga je tako odromala vso dražico k ekstremom, ki bodo v nadaljevanju sezone poskušali pomešati štrene še vrhniškemu Siliku. Sezona za Meteore je zaključena. Ostala bo v lepem spominu po drugem mestu v pokalnem tekmovanju Term Olimia. Tudi športna sreča je opoteča, tako kot ponavadi povsod v življenju. Kar pa nam seveda ne bo vzelo poguma in veselja, ki ga ponuja nova pomlad. Lepo se imejte in se nam pridružite tudi čez teden dni. Morda bodo takrat iz Središča ob Dravi, kar se tiče nameravane vzpostavitve azilnega doma, že prišle boljše novice. Pa tudi sicer bomo na preži za različnimi dogodki tod okrog. Srečno!